Odsekaj si roko, iztakni si oko, to da ne pohujšuj malih, to je pravičnih, tistih, ki zaupajo v Gospoda, ki preprosto vam verujejo. To je bila spodbuda papeža Frančiška med jutranjo mašo v kapeli doma Svete Marte 23. februarja. Ne pohujšaj malih z dvojnim življenjem, je poudaril, kajti škandal uničuje, ne zavlačuj s preobrnenjem. Kaj je škandal, se je vprašal sveti oče in nadaljeval. Škandal je reči nekaj in narediti nekaj drugega, je dvojno življenje. Dvojno življenje vsem, lahko sem zelo katoličan, hodim redno k maši, pripadam temu in onemu združenju, vendar pa moje življenje ni krščansko. Uslužbencem ne plačujem pravično, ljudi izkoriščam, opravljam umazane posle, ukvarjam se s pranjem denarja. To je dvojno življenje. Mnogi katoličani so takšni in ti pohujšujejo. Kolikokrat slišimo v svoji četrti ali drugod, da je bolje biti ateist, kakor pa katoličan, kot je nekdo, ki povzroča škandal. Škandal uniči, izčrpa in to se dogaja vse dni. Je dovolj, da pogledamo televizijski dnevnik ali časopise. Časopisi pišejo o številnih škandalih. Škandali imajo tudi veliko reklame in škandali se uničuje. Papež je navedel primer nekega pomembnega podjetja, ki je bilo tik pred stečajem. Ljudje niso imeli denarja niti za vsakdanje potrebe, ker niso prejemali plače. Predstavniki oblasti so se želeli izogniti upravičeni stavki, ki pa ne bi prinesla ničesar, zato so se hoteli pogovoriti z odgovornimi v podjetju, a odgovorni, ki je bil katoličan, je zimske počitnice preživljal na neki plaži na Bližnjem vzhodu. To so škandali, je dejal papež. Dvojno življenje izhaja iz dejstva, da se sledi strastem srca, smrtnim grehom, ki so rane izvirnega greha. Strasti se skriva, a se jim sledi. Berilo iz Sirahove knjige spodbuja, da jim ne bi sledili in da se ne bi znašali na bogastvo, da ne bi govorili, sam sebi sem dovolj. Papež Frančišek je na koncu tako povabil, da s preobrnenjem ne bi zavlačevali. Za vse nas, za vsakogar izmed nas bo dobro, da danes pomislimo, če je v nas kaj dvojnega življenja, če se kažemo kot pravične, če se zdimo dobri verniki, dobri katoličani, a pod tem delamo nekaj drugega. Če je v nas kaj dvojnega, če imamo pretirano zaupanje, Gospod mi bo na to vse odpustil, jaz pa bom nadaljeval. Če je kaj, da rečemo, da to ni dobro, spreobrnil se bom. Toda ne danes, jutri, pomislimo na to, izkoristimo Gospodovo besedo in pomislimo, da je Gospod v tem zelo strog. Škandal uničuje, je poudaril papež Frančišek.